V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je sobota v velikonočni osmini. Smo pa že pravzaprav v predvečeru druge velikonočne nedelje, zato bo tudi današnja maša že z nedeljskim besedilom, z nedeljskimi molitvami. Torej, druga velikonočna nedelja, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, zaključuje velikonočno osmino, ne pa tudi velikonočnega časa. Velikonočni čas traja do Binkošti, do 50 dni do 50. dne po veliki noči. Smo pa spodbujeni in tudi v današnjem evangeliju bomo slišali, da to milost, to veselje, ki naj bi ga v nas povzročilo, prebudilo praznovanje velike noči, nesemo s seboj, kakor učenci, da tudi mi teh 50 dni prepoznavamo Jezusa v znamenjih, ga prepoznavamo med nami, v našem življenju, ne kot nekoga, ki je umrl, ampak kot nekoga, ki je živ, ki je to smrt premagal, ki je vedno znova z nami, ki nam daje svojega duha, da bi lahko tudi mi živeli kot on, da bi lahko tudi mi delovali kot on, kot bratje in sestre, kot kristjani v tem svetu, ki potrebuje Božje delovanje, ki potrebuje veselo novico o tem, da je življenje močnejše od smrti, da je ljubezen močnejša od sovraštva. Vas povabim, da na začetku te svete maše pripravimo svoje srca, priznajmo in obžalujmo svojo krhkost, svoje grehe, svojo nepopolnost, da bomo lahko v usmiljenju in veselju velike noči obhajali tudi to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus. Gospod Bog, jagni Božji, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Usmiljeni Oče, v velikonočnih praznikih poživljaš vero svojega ljudstva. Pomnoži v nas svojo milost, da bomo vsi vedno bolj spoznavali, s kakšnim krstom smo bili očiščeni, v kakšnem duhu prerojeni in s kakšno krvjo odrešeni. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz apostolskih del. Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah.
Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih, ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Naj vendar reče Izrael, ve komaj traja njegova dobrota. Naj vendar reče Aronova hiša, ve komaj traja njegova dobrota. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda, ve komaj traja njegova dobrota. Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, a Gospod mi je pomagal. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Gospod je moja moč in moja pesem, bil je moja rešitev. To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih. Gospodova desnica je mogočno delovala. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Radujmo se in veselimo se ga. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Petra. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. V svojem velikem usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nerazpedljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli, verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličenem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš. Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. Gospod, z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim rekel, prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali, Gospoda smo videli. On pa jim je rekel, če ne vidim na njegovih rokah rane v žeblju in ne vtaknem prsta v rane v žeblju in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu, položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel, moj Gospod in moj Bog.
Jezus mu je rekel, ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je v priču svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji evangeljski odlomek nadaljuje zgodbo, ki smo jo slišali na Veliko noč, in potem še, ki ga je nadaljeval odlomek, ki smo ga slišali v torek. In na nek način pripoveduje zgodbo velikonočnega iskanja, ki je pravzaprav iskanje pot vere vsakega od nas. Slišali smo v začetku tega 20. poglavja, prva stvar je to, da Marija Magdalena zjutraj pride in odkrije prazen grob. Tudi mi smo vedno znova poklicani, da se k temu grobu vračamo in da ga vedno znova prepoznavamo kot praznega, kot tistega, kjer ni več Jezusa, ki so ga tja položili na Veliki petek. Potem sledi zgodba o tem, kako Marija Magdalena najprej sporoči Petru in onemu drugemu učencu, da je grob prazen. Ona dva tečeta tja, v resnici najdeta grob prazen. In tam je govora o znamenjih. Znamenjih, ki jih moramo tudi mi prepoznati. Pogledate v grob, vidite grob prazen, vidite, da je tkanina, s katero je bil Jezus povit, da je zložena, da je posebej prtič, ki ga ima Jezus na glavi. In skupaj z sporočilom angelov smo tudi mi poklicani k temu, da vedno znova ta znamenja opazujemo, da se o njih sprašujemo, da skušamo prepoznati njihov pomen in tako kot tisti drugi učenec, da bi verovali že iz tega, kar smo videli samo po znamenjih. Potem sledi zgodba o Mariji Magdaleni, ki se vrne nazaj do groba in pri tem praznem grobu joka, sliši ozanilo angelov, ki rečeta, da Jezusa ni tam, in potem končno tudi Marija sreča Jezusa. Ona, ki ima vero, ki razume, ne more biti srečna, ne more biti vesela, ker ni srečala tega, ki ga ljubi. Ni ga še srečala. In ko ga sreča, ko ga prepozna, se v njenem srcu zbudi veselje. In v tem veselju Marija sliši potem tudi poslanstvo, naj se vrne k Jezusovim prijateljem, k Jezusovim apostolom in tudi njim oznani. In zdaj smo dejansko na točki, ko Jezusa smo srečali, zdaj pa sledi to, kar naj bi počeli mi kot tisti, ki jih tako kot Marijo Magdaleno Jezus pošilja, da bi šli v svet, da bi tudi drugim oznanili, da bi jim prenesli to veselje. Današnji evangeljski odlomek je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu se Jezus prikaže učencem in jim izroči Svetega Duha in naroči odpuščati grehe. Drugi del pa je potem govora o Tomažu in o njegovi poti vere. Vas povabim, da ostanemo danes samo pri prvem delu, ker je čisto dovolj materijala za to, kar lahko nesemo en večer od maše. Jezus se približa učencem, stopi mednje pri zaprtih vratih in jim prenese dvoje. Prenese jim mir, dvakrat ponovi mir z vami, in prenese jim veselje. Pokaže jim roke, rane na rokah, rane na strani. In učenci, pravi evangelist Janez, so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tega, ki so ga videli na križu, ki so ga prepoznali kot križanega, zdaj prepoznavajo kot ostalega,
In v tem je njihovo veselje, tako kot je v tem naj bi bilo tudi naše veselje. Naše veselje namreč, ko prepoznavamo, s kako veliko ljubeznijo Bog ljubi nas, Bog ljubi svet. Jezusove rane, povzročene na križu in potem, ki ostanejo tudi na Jezusovem poveličenem telesu, so nam vedno znova znamenje, kako zelo smo ljubljeni. V tem bi moralo biti in naše veselje in naš mir. V teh Jezusovih ranah, ki na nek način oznanjajo vedno znova ljubezen, ki jo ima Bog do nas, iz tega bi morali vedno znova črpati moč v spopadanju z našimi strahovi. Kakorkoli so naši strahovi veliki in močni, nič ni tako veliko, kot je velika Božja ljubezen do nas. In vse naše strahove lahko premagujemo ravno s tem pogledom na Jezusa, križanega in ostalega. V tem naj bi bil vir našega veselja in če hočete to veselje ob srečanju z ostalim, to je pravzaprav že naše vstajenje. V tem, ko je nas Jezusovo veselje, ni več razloga, da bi se bali česarkoli, tudi svojih strahov ne. Jezus je tisti, ki premaguje smrt, ki je mogoče največji razlog za naš strah, ki premaguje nesoglasja, ki premaguje sovraštvo, ki premaguje nerazumevanje. In ne samo, da je Jezus tisti, ki to počne, ampak Jezus zdaj pošilja tudi svoje učence, da bi počeli to, kar je počel on, da bi delali to, kar je delal on, da bi ravnali tako, kot je ravnal on. Zato Jezus svojih učencev ne pusti samih, ampak jim vdihne svojega duha. Dih svojega življenja. Da bi lahko na nek način tudi mi, že tukaj in zdaj, bili deležni, bili soudeleženi v Božjem življenju, v življenju Boga, ki je ljubezen, ki je veselje. Zato Jezus tudi pošilja svoje učence, jim daje dar, da odpuščajo. Usmiljenje v ljubezni je namreč tisto prvo, glavno, največje znamenje Božje ljubezni. Bog je tisti, ki odpušča in želi, da bi tako ravnali tudi mi. In če lahko odnesemo eno stvar od današnje Božje besede, v kateri nas Jezus sam vedno znova tudi nagovarja in ga lahko srečamo, je morda predvsem to vabilo, da bi lahko preostanek velikonočnega časa preživeli kot Jezusovi učenci, v iskanju znamen njegove prisotnosti, v gledanju, v opazovanju, v premišljevanju, v znamenjih, v srečevanju Jezusa ne samo pri Evharistiji, ampak tudi v naših bratih in sestrah, kjer nas Jezus vedno znova čaka, nas pričakuje, da bi lahko bili njegove priče veselja, priče miru, da bi nekoč lahko tudi mi razumeli, da smo soudeleženi pri uresničevanju Božjega načrta, ki je to, da bi bil Bog vse v vseh. Da bi tudi tisti naši brati in sestre, ki Jezusa ne poznajo, ki so morda slišali zanj, pa niso od kristjanov dobili dobrega zgleda, ki jih kristjani morda s svojim življenjem nismo znali pritegniti, ali pa jim nismo znali pokazati, kdo v resnici je Bog, kaj v resnici pomeni, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, kaj v resnici pomeni to, da je Jezus v svoji ljubezni daroval za nas samega sebe in nas vabi, da bi tudi mi živeli tako. Naj nam ta sveti duh, ki ga Jezus vedno znova izliva v naše srca, pomaga živeti tako, da bo, kot rečeno, vse naše življenje in delovanje, pričevanje,
pričevanje za Boga, pričevanje te dobre novice, ki je dobra novica velike noči. Vas povabim, da vstanemo in skupaj izpovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Dragi sestre in bratje, Jezus Kristus je po svojem vstajenju pozdravil svoje učence, mir vam bodi. Prosimo ga, naj njegov mir kraljuje tudi v naših srcih. Gospod, naj nas prekvasijo vrednote evangelija, ki spodbujajo k polnejšemu in lepšemu življenju. Prosimo te, usliši nas. Naj nas zvestoba evangeliju usposablja za vedno večjo odgovornost v blagor družbe, v kateri živimo. Prosimo te, usliši nas. Naj tvoje usmiljenje ukrepi vero vsem, ki iskreno iščejo resnico po zgledu apostola Tomaža. Prosimo te, usliši nas. Naj se vsi, ki so zašli, vrnejo v Očetovo hišo in ne dvomijo več o njegovem usmiljenju. Prosimo te, usliši nas. Naj naši rajni, ki so zaupali v tvoje usmiljenje, z vsemi svetniki večno prepevajo pesem ljubezni v tvoji slavi. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, blagoval si ljudi čistega srca, obljubil si jim, da te bodo gledali vso večnost. Razjasni nam pogled, da te bomo spoznavali in nad vse ljubili, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Posebnosti tega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas bližnje skesane, Gospod, in ne ti ugaj danes naše daritev. Izmi, Gospod, moje krivdo, in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi daritev svojega ljudstva. V krstu si nas prerodil in poklical k veri, naj dosežemo tudi večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, v vsakem času, posebno pa ta dan, slovesneje hvalimo, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Bog naš Oče, prosimo te, pošli svojega svetega duha, ki naj te darove kruha in vina spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Tisti večer pred svojim trpljenjem nam je pokazal, kako zelo nas ljubi. Ko je s svojimi učenci sedel pri večerji, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, jim ga podal in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavo. Dobro, Oče, spominjamo se smrti in vstajenja Jezusa, odrešenika sveta. Sam se nam je izročil, da se moramo z njim darovati in bližati tebi. Gospod, naš Bog, usliši nas in podeli duha svoje ljubezni vsem, ki se udeležujemo te svete daritve. Naj bomo v tvoji cerkvi vedno bolj eno, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsemi škofi in duhovniki in vsemi, ki služijo tvojemu ljudstvu. Nikar ne pozabi tistih, ki jih imamo radi, pa tudi ne tistih, ki jih nimamo dovolj radi. Priporočamo ti tudi vse, ki so umrli v tvoji ljubezni, dobrotno jih sprejmi k sebi v nebesa. Prosimo te, zberi tudi nas nekoč pri sebi, skupaj z Devico Marijo, Jezusovo in našo Matjo, svetim Jožefom in vsemi svetniki, da bomo v tvojem kraljestvu slavili večni praznik, kjer ti bodo vsi Jezusovi prijatelji brez konca prepevali. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas uči moliti naš Gospod in naš brat Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, v svojem stajenju si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Tako, če imate možnost, da koga objamete ali bom stisnete roko, naredite to v znamenje mirovne sprave. Jagni Božji, ki jemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božji, ki jemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božji, ki jemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božji, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Zmolimo še molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni.
Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. molimo. Vsemogočni Oče, prosimo te, naj velikonočne skrivnosti, ki smo jih prejeli, trajno ostanejo in delujejo v našem življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Namesto oznanil ena dobra, lepa, vesela novica. Danes zjutraj smo zvedeli, da je naš vrhovni predstojnik imenoval novega provincijala slovenskih jezuitov, ki bo 27. junija zamenjal sedanjega provincijala, patra Ivana Brešanija. To je naš dravljski župnik, pater Miran Žvanut. Vam ga vsem priporočamo v molitev. Njegova naloga ne bo postala nič lažja, kvečjemu bo težja. Na sebi, na svojih plečih, na svojem hrbtu bo nosil še večjo težo sobratov cele province, tudi težo odločitev, povezanih s celotno provinco. Tako vas povabim, da molimo zanj do meseca junija, ko bo torej prevzel, nastopil to službo, da bi ga vodil Sveti Duh, da bi ga napolnjevalo veselje ostalega Kristusa, da bi lahko tudi v tej novi, pomembni službi Miran vztrajal, širil veselje, kot ga je širil do zdaj, nam bil vir navdiha in vir modrosti. Vas povabim, da pripravimo svoje srca še za Božji blagoslov. Gospod, z vami. In s tvojim duhom. Po svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega Sina podelil odrešenje in Božje otroštvo. Naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode. Naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Sem želim en lep večer, jutri lepo nedeljo. Ostanite v Božjem miru in veselju. Bogu hvala.